Dobrodošli v Šokestu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Vesela sem, da danes lahko v svoji družbi pozdravim en tak cvet slovenske lepote. Z mano je aktualna Miss Slovenije, Elin Kos. Še posebej lepo pozdravljam Miss Slovenskih novic, ki so izbrali naši bralci, Taja Škarjot. In seveda mama misic, ti pravijo, se bova kar tikali, Jelka, smo se zmenili, Jelka Verk, ki je možgani za to veliko organizacijo Miss Slovenije. In danes vas lepo pozdravljam in sem vesela, da ste si vzeli čas. Verjamem, da je bilo zdajle kar pestro zadnje tedne, za vami je izbor, veliki dogodek in danes ste tukaj. Lepo pozdravljeni. Ja, zdravljena. Zdaj, za začetek jaz goste prosim, če sabo prinesejo kakšne take osebne predmete, da jih malo spoznamo. Pa me zanima, sem že malo sklepala, kaj boš prinesla, kaj sta vidve prinesli. Ja. Pa bi mogoče Elin kar tebe prosila. Ja, z veseljem. Jaz sem se odločila, da prinesem kar krono. Zakaj? Pa v bistvu predvsem zato, ker mi ne predstavlja sam tistega naziva, ampak res gledam na njo kot na neko zgodbo, v bistvu mojo zgodbo. In pa v bistvu se res poistovetim z njo, zato ker ima krona tudi 3 glavne simbole. In sicer imamo Triglav, ki v bistvu predstavlja tisti pogum in pa vztrajnost. Potem imamo Satje, ki v bistvu predstavlja to povezovanje in pa sodelovanje. Pa še Lipov list, ki pa v bistvu predstavlja to domačnost, pa da smo ponosni, od koder prihajamo in pa na svoje korenine. Kar pa jaz tudi seveda sem. Kako težka je ta krona? Vse nas vedno zanima, ko gledamo. Jo je težko nositi? Je malo strahu, če bo padla? Mogoče ne moram njih delati hitrih gibov, ampak ne. Edino težo, recimo, ki jo nosi, je ta odgovornost, ki pride z njo seveda, ampak to je pa tudi to, no. Kaj pa smo mi te prinesli? Jaz sem pa prinesla svojo Pandorino zapestnico, eno izmed, in sicer imam jih že od 7. razreda osnovne šole, ter zbiram različne obeske, ki ima vsak svoj pomen. Bodisi me spominjajo na človeka oziroma osebo, ki mi ga je dala oziroma podarila, bodisi na kraj ali pa čas, kdaj sem ga dobila. Predvsem pa je ena zapestnica, v bistvu, ki je danes nimam tukaj, je pa namenjena moji mami, in sicer imamo dvojne obeske, se pravi, eno polovičko nosim jaz, drugo polovičko ona na svoji zapestnici, in se mi zdi, da je v bistvu to tak se pravi neki opis moje ljubezni do moje družine ter ljudi, ki so z mano skozi celo življenje. Prav tako pa so bile vse zapestnice tudi na vsakem Miss dogodku z mano. So podoživljale, imam tudi kronico, ko sem začela hoditi oziroma ko sem se udeležila Miss projekta, prvič sem dobila kronico od svoje mame. Tako da ja, moram reči, da je to en moj amulet sreče. In ti jo je tudi prinesel, očitno. Ja. Zdaj, Jelka, jaz sem dejala uvodoma tako mama tega projekta Miss, tudi idejni vodja tele krone, ker nekaj dela je bilo vloženega v krono, v projekt, v celotno to zgodbo, pa me zanima zdaj, ko je ta projekt končan. Mi mislimo, da je končan, za vas se šele začenja, Je kaj odleglo ali se zdaj pravo delo za dekleta in tebe začenja? Ti bom rekla, da projekt ni konca, ni začetka. Skozi se odvija, skozi se dogaja, če želi biti aktiven in delati stvari vsebinsko z nekim smislom. Tako da za dekleta se odpira drugo poglavje, v drugih vlogah bodo dekleta, mi pa peljemo zgodbo absolutno naprej. Vesela sem, letos odziva tudi od deklet, da večina deklet, tudi tiste, ki niso dobile naziva, ostajajo pri projektu in si želijo biti del zgodbe tudi naprej. In se mi zdi, da je to neka potrditev tudi strani deklet do mene, kot organizatorke, da vendarle delamo dobro in želimo delati dobro in se dekleta okoli nas tudi počutijo prijetno in vidijo te priložnosti in možnosti, za kar lahko rečem, da sem 10 let prej izdelala in ne sama delala, ampak skupaj z našimi poslovnimi partnerji. Ker če pogledam 10 let nazaj, pa danes, smo nekaj naredili, ogromno, lahko rečem, je bilo pa, kako bi rekla, težko podirati te stereotipe, ljudem spreminjati miselnost, kar je najtežje, da ljudje drugače vidijo, drugače mislijo na stvari, da si je treba vzeti čas včasih in tu si res želim, da ljudje predno sodijo projekt, pa kritizirajo, pa dajo opaske pod različne komentarje,
dajte prvo prebrati dobro vsebino, kaj delamo, pa potem komentirajte. In vedno sem hvaležna za konstruktivno kritiko. Tako nekako, no. Pa se mi zdi, da smo podrli tudi dekleta, se mi zdi, da skozi ta leta, kar delamo, so res dobile tudi ogromno enih priložnosti, ki jih mogoče ni videti na prvo žogo, ampak delajo v resnih podjetjih, pri naših poslovnih partnerjih, ene razvijajo svoje ideje. Finale, ko je bil, so dekleta res povezane, no. Ene so z mano 10 let, odkar so osvojile naziv, pa se mi zdi, no, da je projekt služi svojemu namenu, čemur sem si je želela na večjih nivojih, no. Kar pa sem se odločila, je pa to, 10 let nazaj, da si nisem želela delati mis. Nikakor mis. In želim delati projekt z vsebino. To pomeni, podpiramo slovensko, povezujemo Slovenijo. Torej, koraki so bili decentralizacija projekta. To pomeni, da smo šli iz Ljubljane ven v Trbovlje. Vse povezano s tem se mi zdi, da to je potem nek namen na tej ravni, da tudi greš v druge lokalne skupnosti, povezuješ, daš njim samozavest, da si prišel tja za tako veliko zgodbo, naredil krono iz premoga, je bilo čisto fascinantno, ljudi povezal in smo peljali potem zgodbo iz Trbovelj v Črnomelj. Vse ima vedno svoj smisel. Črnomelj sem se pa tudi odločila, ker je bilo to prvo osvobojeno mesto. Tam se je tudi ustanovil SNG in so imeli v tem kulturnem domu tudi finale in vse aktivnosti povezane na to, ne. Potem iz Črnomelja smo šli v Hrastnik, to je bilo v obdobje korone. Smo speljali in smo tudi v Rudniku, potem, Rudnik je bil, pa potem v knjižnici. Nek različne zgodbe peljamo, no, in to se mi zdi, da je projekt, ker je drugačen. Ljudje so bili, je bila kritika pa omejitne kraje pa to, ampak mi moramo spoštovati Slovenijo, če mi ne bomo, in drugi ne bodo. Hkrati se mi zdi, da je projekt služi temu, da nekdo prvi sliši za nek kraj ali pa za neko zgodbo iz tistega kraja. In s tem tudi mi ozaveščamo vse splošno javnost. Tudi dekleta se je velikokrat zgodilo in vsako leto mi smo pa prvič tukaj. Tega nismo slišali, tega nismo poznali, tega kraja, ali pa tudi ali umetnike, ali kakorkoli lokacije, ne. In to se mi zdi nekako, da peljemo lepo, osmislimo, no. Kar se tiče pa podjetništva, se mi zdi pa res zelo smiselno, ker ne delamo klasični niz in ne verjamem v to zgodbo, je potem treba vedno razmišljati, kaj pa narediš lahko drugače, in to so to priložnosti in možnosti za cel življenje naprej, ki jih ti dobiš. In to so pa naši poslovni partnerji, ki so skozi proces v dekletih, so v bistvu v vlogi mentorjev in dajo neko širino dekletom, izobraževanje, ki jim bo koristilo, ne glede, ali osvojiš lento, ali je ne osvojiš. Ogromno deklet, tako sem že prej povedala, ima možnosti dobre zaposlitve, ali pa tudi ostaje kot mentor naprej pri razvoju njihovih idej. In to je to, kar mis je. In to je, kar je tisto, kar lahko obljubim, je to, da bodo dobili ogromno možnosti in priložnosti. Je pa tudi del. To pomeni, da to ni projekt, ko ti prideš pa si tam en teden, ne? Ampak so neke aktivnosti povezane. Jaz v bistvu dostikrat projekt primerjam z študijem. Da v zelo kratkem času osvojiš ogromno znanja. S tem, da tukaj imaš pa še veliko prakse. Ne samo teorijo, ampak večino se posvečamo pri projektu prakse, no. No, saj ravno to smo prej govorili, to je v bistvu bil celoleten, lani marca ste začeli. Res je. Kaj vse ste doživljali v tem letu, ne? Mi vidimo samo tisti finalni izbor, v resnici se je pa dogajalo celo leto, ste imeli aktivnosti. Kaj vam je dalo to zadnjo leto? Kaj vam bo najbolj ostalo v spominu? Ja, jaz na prvo stvar bi dala v bistvu to, da moraš ostati zvest sebi, to resno, skozi celo leto moraš ostati vseeno pristan, avtentičen, biti to, kar si, dati svojo energijo. Poleg tega pa v bistvu, tako kot je Željka omenila, v bistvu prinese res ogromno nekih priložnosti. Dekleta smo obiskala podjetja, ki jih drugače ne bi, tudi ti tam spoznaš ljudi, ki jih drugače ne bi, torej direktorje podjetij recimo. Tudi spoznaš, recimo, smo bile dekleta v podjetju To sama in mogoče se ti lahko najprej zdi, da to zdaj samo podjetje, ki prodajajo vložke pa tampone, pa prideš tja, pa spoznaš, da temu ni tako, ne, da imajo recimo še neke čudovite projekte, eden izmed njih je recimo za zdravje žensk, torej da se dogaja zadaj še neka zgodba in da ti ljudje tudi v bistvu živijo s tistim svojim podjetjem, no. Tako da jaz mislim, da mi je to največ prineslo, tudi udeležile smo se res različnih sejmov,
delali smo na podjetništvu, torej na tem, tudi digitalni marketing, to smo se učili, tudi poučevali smo se o trajnosti, smo bile recimo na Kronotermu, tako da ogromno neke širine in pa znanja. Kaj pa bo tebi najbolj ostalo v spominu tega zadnjega leta? Verjetno si doživela marsikaj, kar človek v 10 letih ne doživi, ne, ko si se... Ja, predvsem med snemanjem oddaj, se pravi, ko smo snemali od izziva do naziva. Predvsem tam je bilo različnih nekaj dejavnosti, prav tako smo imeli delavnice o duševnem zdravju, kjer sem se tudi veliko naučila. Potem smo imeli, kako premagovati strah. Prav tako smo stopile iz cone obdobja, namreč smo tudi morale nastopati, se pravi, pokazati svoj talent, kar je mogoče kateri izmed deklet bilo malo težje, tudi meni. Prav tako smo se pa veliko, kot je že Elena omenila, naučila predvsem o digitalnem marketingu, kar mi bo zavedno ostalo v spominu oziroma v moje dobro. Namreč lahko zdaj na nek višji nivo, se pravi, postavim svoja digitalna omrežja ter platforme in v bistvu, se pravi, nekako dobim različne priložnosti. Ter ja, prav tako pa bi predvsem rada v bistvu povedala, da je bilo najbolj pomembno, se pravi, to, da smo si stale ob strani s puncami. Predvsem sem se tudi naučila skozi projekt, da je zelo pomembno, koga imaš ob sebi. Ter ja, mislim, da je bila to res ena super zgodba, eno super leto, ki pa seveda se nadaljuje in komaj čakam, no, da vidim, kaj še me vse čaka pri projektu Mi Slovenija ter v nadaljnje. Kakšne imate te načrte? Verjetno imate kakšne želje, ki boste čez 1 leto, čez 5 let? Zdaj se je veliko priložnosti verjetno ponudilo. Ja, tako sploh jaz verjetno res se mi je odprlo ogromno. Zdaj to leto bom rekla, da bom izkoristila res maksimalno, sploh kar se torej tiče teh priložnosti, ker bom imela še to priložnost, da še poglobim moje znanje, da se še naučim dodatno, torej tudi javnega nastopanja recimo, da naredim še te dodatne obiske podjetij, še dodatno spoznam druge ljudi, njihova znanja, mogoče tudi obiščem kakšna nova podjetja, nadgrajujem tudi ta podjetniška znanja, ki so v bistvu sovpada z mojim študijem denarja in financ. Tako da to, potem za naprej imam pa v planu dokončati dodiplomski študij, potem tudi magisterij, verjetno v smeri financ, ker v bistvu finance zelo veselijo, no, res gledam na to kot nekaj, kar vpliva na kakovost življenja ljudi. Tako da potem dolgoročno pa, da bi znala to znanje nekako prenesti naprej, mogoče pa tudi, ko bom starejša, da bom jaz predala to znanje mlajšim. Tako da ja, mi bo to v planu. Kakšne pa imaš ti načrte? Ja, jaz bi predvsem rekla, da se pravi, zdaj zaključim maturo oziroma jo naredim, potem pa grem na faks, se pravi na management. In sicer bi rekla, da sem skozi projekt zelo veliko tudi na tem področju izvedela, prav tako mi je projekt v bistvu doprinesel to odločitev, da grem na podjetništvo ravno. Nisem sicer sploh si zamišljevala, kako zelo zanimivo je to, in mi je res v bistvu nekak projekt me je preusmeril v pot podjetništva in zato sem se odločila v smer ekonomije. Potem seveda po samem faksu pa bi mogoče tudi šla v kakšno, se pravi, z svojim znanjem, z projektom, z ljudmi, ki sem jih spoznala, z poznanstvi, ki sem jih dobila, bi mogoče zapeljala tudi v smer svojega podjetja, bi začela z kakšnimi naravno kozmetiko, ker tudi projekt v bistvu ima slogan Podpiramo slovensko, povezujemo Slovenijo, bi si želela mogoče tudi narediti svojo naravno kozmetiko, se pravi slovenski proizvod. Tako da ja, v bistvu vse se veže na podjetništvo ter seveda pa želim tudi skozi to leto čim več izčrpati, se pravi od svojega naziva, sodelovati pri različnih projektih ter se že zelo veselim, da vidim, kaj vse bomo z Slovenskimi novicami ustvarili, no. V tem letu pa se seveda še v nadaljnjem. Se tudi mi veselimo, ne? Ja. Zdaj sta zelo mladi, takole, ko razlagate, imata res vizijo, ne? Ni to samo, da bi vzeli lento in potem pustili šolo in šli s tokom. Jelka, kako pripravljate dekleta? Rekla si, veliko priložnosti se jim odpre s tem projektom. So pa tudi verjetno pasti, ne? Da te zagrabi mogoče malo slava ali pa kakšne neprave priložnosti, pa da mogoče tudi kloniš pod pritiskom te izpostavljenosti. Kako jih kaj posebej pripravljate na ta Mislim, že na del? začetku, ko so dekleta zbrana,
kot kandidatka vse, imamo kar veliko sestankov, da vejo, da karkoli me lahko vedno pokličejo. Skozi na vsak dogodek, ki ga imamo, na vsak izziv, dekleta predhodno pripravim, da so v bistvu skozi z njimi, da vejo, kaj nas čaka, na kak način. Na te pasti jih vedno opozarjam, ampak moram reči, da nimamo teh pasti pri projektu več, ker so res ljudje okoli nas, ki ne postavljajo pasti, ampak dobro mislijo za dekleta in jim delajo neko drugo zgodbo, ker so zdaj, se mogoče kdo misli stereotipno, ampak vendarle mislim, da se vse vedno počutijo varno, da imajo ta občutek, da želimo delati dobro, da želijo naši delati dobro, tako da te pasti jaz nisem, da bi rekla, da bi Klira karkoli imela neko slabo izkušnjo v tej smeri, je pa stres. Je pa dejstvo, da je stres, ker tudi temu projekt služi. To pomeni, da dekleta so imele tekom leta res kar ogromno izzivov. Ker načimo spoznamo, do tega dobijo določeno znanje, predavanje in na to sledi izziv. Ali mora pripraviti nek video, ali mora neke vsebine, ali karkoli. In tudi namen projekta je to, da so ti izzivi različno sestavljeni strani panog, ki delamo trajnosti, digitalnega marketinga, za zdravje žensk. Jaz pa v bistvu smiselno postavljam skupine, ker je zelo pomembno, da se naučimo tudi v ekipi delati. In tudi vidiš na začetku dekleta, ko je, rečemo, se ne poznajo in jih vidiš, ena se malo med sabo družijo bolj kot druge, in je v bistvu smisel, da sem dekleta tudi mešala med sabo. Tudi te, ki se niso najbolj družile, da smo delali ekipe in se mi zdi, da sem to dobro naredila, kot neko življenjsko popotnico naprej, da v življenju ne moramo soditi ljudi na prvo žogo in da je pomembno, da se daš človeku priložnost in so dekleta tem spoznali, da so res teh 16 oziroma 15 minut bilo res super žensk, ampak na prvo žogo se pač z eno bolj razumeš. Ker je čisto normalno. Ja, absolutno je vse normalno, ampak nekako ta proces celotni ima res smisel. Zakaj je točno temu tako? Vem, tudi tale zgodba za zdravje žensk se mi zdi, da je zelo pomembno, da so slišale, tako je rekla Elen, to ni samo prodaja tamponov po vložku, ampak je tudi neka, rečemo, aktivnost, da se odvijajo za boljše jutri vseh nas. In v bistvu, da tukaj so ambasadorke ozaveščajo tudi v tej smeri, ker najtežje je priti v nek projekt, če gledava tako, včasih je bil mis, da si ti zmagal, potem si pa ti razmišljal, kaj boš delal. Pa naj je mogoče leto, že nekaj let dokaj lažje. Zakaj? Ker dobiš vsebino. Takoj dobiš vsebino in saj z določenim procentom vsebine se poistovetiš in se najdeš v neki zgodbi. In potem se v bistvu odvijajo neke zgodbe, ki lahko podirajo stereotipe in si aktivno na področju, ki ti je blizu. Vse aktivnosti zagotovo vsakemu dekletu 100% niso blizu. Ampak nekje se pa najdeš in tudi po tej smeri naprej razvijaš sebe. In rečeš, tukaj me bo Jelka zanima, jaz bi pa tukaj malo več sodelovala, naprimer, pa imajo vse te vrata odprte. Če je bila pa samo ena zgodba, pa potem teh možnosti ni. In se mi zdi prav, da so slovenska podjetja, slovenske blagovne znamke, da tudi mi skozi projekt ozaveščamo o teh vrednotah v tej smeri, da se premalo zavedamo, koliko uspešni smo, koliko slovenskih blagovnih znamk imamo podjetij, ki delajo tudi, so zelo močno aktivne na svoji lokalni skupnosti, pa smo ljudje vendarle vseeno kritični do njih. Pa ni prav, Ni prav. Jaz verjamem, da ko dekleta pridejo prvič na razgovor, to se razložim, me ne jemljejo čisto resno. Moram reči, da ne, ker rečejo, mogoče tem jim povem po letu, a sem povedala vse na začetku in točno tako je, ampak se mi zdi, da ta proces da vsem udeležencem res neko dodano vrednost, na višji ravni, v taki. Verjamem v to, kar delamo in v ta smisel projekta, ki je sedaj osmisljen. Kako tudi, da ste se pa sploh prijavili ste bili povabljeni, ste se prijavili na Miss Slovenije? Kako je padla ta odločitev? Ja, jaz sem že razmišljala o tem, torej lani tam okrog januarja, tako da sem se v bistvu lani pol tudi prijavila. Zdaj sama ideja pa nekako je prišla, mislim, da res iz tega, ker sem iskala neko širino, neko dodatno znanje, da bi še razširila to obzorje vseh znanj, da nadgradim tudi to podjetništvo, da se naučim, kako nekako izgleda organizacija tudi enega takega velikega projekta, kako
v ozadju potekajo stvari. Zdela se mi je res tudi super priložnost, da torej spoznam te ljudi, ker sem videla to kot neko pot, kjer bom imela možnost jih spoznati, ker drugače jih pač nimaš, če te ljudje ponovadi nimajo zdaj toliko časa, da se bojo lahko pogovarjali tam z eno študentko. Tako da sem res videla ta projekt kot možnost, no, da lahko to pridobim. Tako da pri meni je bila to glavna stvar, da sem se prijavila. Kaj pa zate? Jaz sem pa predvsem lani spremljala Katjo Zver. Ona je v bistvu iz okolice mojega kraja, se pravi iz Lendave, jaz sem iz Ljutomerja. In je v bistvu sem videla, no, koliko različnih dejavnosti in stvari počne. Se pravi, kaj vse v bistvu obsega ta MIS projekt, da to ni samo lepotno tekmovanje, tisto stereotipno, da je veliko več, dobiš veliko več nekih novih kompetenc, znanja in širine, še posebej na osebnostni rasti. In sem bila tako, zakaj pa ne, glede na to, da sem stara 18 let, se mi to zdi super odskočna deska za naprej. Prav tako pa seveda, ker v bistvu nisem vedela, v kateri smeri bom študirala, in na koncu, kot sem že povedala, prej sem omenila, da je v bistvu bil to ravno MIS projekt ključen za mojo odločitev glede študija naprej. In bi rekla, da sem res zelo srečna, no, da sem se opogumila, se prijavila in zdaj sem tukaj. In kakšne so bile reakcije, ne vem, domačih, prijateljev, okolice, tam, kjer živita? Kakšni so bili odzivi, ko ste se prijavili in zdaj po samem izboru? Ja, pri meni je mami rekla, najprej je bila sem tako v redu, da se vejo doma, da se jaz rada prijavljam v različne stvari drugače. Sem tudi v okviru faksa zelo aktivna in tako. Tako da sem mislim, da sprva najprej to gledala sam še kot nek projekt, v katerega sem se pač prijavila. Pa sem bila povabljena na razgovor. Tako da pa sem pa dobila mail čez nekaj časa, da sem torej sprejeta v ta polfinale. Tako da pa se je pa začelo malo bolj to resno jemati tudi doma, no. So potem navijali na izboru? Ja, seveda, da so bili vsi tam v pričakovanjih in ful veseli zame, no. Tako res so bili navdušeni doma. Kako pa so pri tebi reagirali? Ja, ravno včeraj oziroma predvčeraj smo se z mami to pogovarjali in sicer je rekla, ja, eden je v bistvu vprašal, kako je sploh to vse potekalo in je bila tak, ja, sploh nisem vedela, samo naenkrat mi je rekla, da ima razgovor in so me pač peljali po Ljubljano. No, potem naprej pa so me ful vsi podpirali, seveda se je tukaj tudi pokazala ta lokalna skupnost, da je stopila skupaj, so glasovali za mene, tudi seveda bralci Slovenskih novic in zdaj bi tu izkoristila priložnost, da se predvsem vsem zahvalim. Vsak glas mi res veliko pomeni, ter sem zelo hvaležna. Ter ja, moram reči, da so res bili, so mi vedno stali ob strani, neka podpora, seveda pa mi je družina bila tista največja opora, no, skozi celoten projekt. No, upam, da so zdaj bralci slišali to zahvalo. Ja. Zdaj je pa to vseeno tudi lepotno tekmovanje. Pa me zdaj tako zanima vprašanje za vse tri. Kaj je za vas ta neka ženska lepota in kaj je za vas tri lepa ženska? Če pomislite lepa ženska, kdo se vam izriše pred očmi? Za mene je lepa ženska srčna ženska, da ima empatijo, da je taka nežna, kot taka, da je inteligentna in da ima res sočutje, no? Da se mi zdi, da ta notranja energija naredi potem to lepoto. Ljudje se morajo okoli lepe ženske prijetno počutiti. In to se mi zdi, da zelo veliko šteje pri tem. Vsemu čaru, kar ga ženska lahko ima maksimalno, ne? Ker lepota, kar se tiče zunanjosti, vsak oči svojega malarja, to je zelo, je lahko raznoliko, ampak ta srčnost se mi zdi pa eno, to, da ljudje delamo z neko srčno energijo, srčno čakro z muziko. To je to. To je zame lepa ženska. Da jo uporablja. Kaj pa zate? Ja, bi se kar strinjala z vsem, kar je tudi Jelka povedala. Res, da začutiš neko tisto iskreno toplino v ženski, ko čutiš, da dela stvari s srcem, z dobrosrčnostjo, z iskrenim namenom, da je pristna v momentu, da je pripravljena pomagati. Res predvsem to, no, tista res iskrena dobrosrčnost od človeka, ki jo začutiš, da je nekdo strpen v družbi, pripravljen res pomagati komurkoli, to predvsem, no. Ja. Pa da je tudi recimo navzven urejena, da je elegantna. Ti to pomeni vseeno, ne? Da se urediš. Da se potem tudi samozavestno počutiš.
Tako da to bi zame bila lepa ženska. Imaš kakšen tak lepotni vzor zdaj? Ja, moja mami, seveda. Zelo lepo. Ja, moja mama je res en tak sonček, no. Tudi sem po njej, no, v bistvu po obeh starših sem nekako vzela te vrednote. Res tak človek, ki pač ti je res blizu, no, ga nosiš skozi sabo v srcu. Tudi neka tista brezpogojna ljubezen. Se mi zdi nekaj najlepšega na tem svetu, no, kar lahko obstaja. Mislim, da bo mami zelo ponosna, ko bo to slišala. Kaj pa tebi pomeni lepota? Kaj zate lepota? Jaz bi se predvsem rada spet navezala na obe. Prav tako bi rekla, da ženska, ki je tudi družbeno odgovorna, se pravi ceni sebe, predvsem tudi druge, se mi zdi, da mora imeti samozavest, ker se samozavestjo do sebe, se pravi, s tem se ima rada in potem ima tudi posledično rada ljudi okoli sebe. Prav tako pa bi izpostavila, da je najbolj pomembno to, da je, se pravi, da ni črnogled, da je pozitivna ter da privošči drugim predvsem, no. Se pravi, da ni ljubosumna na zmage ter dosežke drugih, ampak je za vse vesela. Je bilo kaj tekom tekmovanja občutiti tega rivalstva, tekmovalnosti med vami ali ste res navijale druga za drugo? Jaz bi rekla, da ni bilo tega občutiti, no, vsaj z moje strani. Sem bila res vesela, no, za vsa dekleta tam. Šle smo skupaj čez eno tako res lepo izkušnjo, dobile skupaj veliko novih znanj. Tudi, ko smo imeli izzive, smo torej skupaj sodelovali v njih, smo se v bistvu tudi trudile, da torej skupaj pridemo do nekega boljšega rezultata. Ne zdaj, da vsaka posameznica samo nase gleda. Tako da, ja, no, smo navijale druga za drugo. Ja, jaz se predvsem strinjam z Elin. Seveda si je vsaka verjetno želela vsaj enega naziva oziroma zmage, ampak se mi zdi, da na koncu koncev, na koncu večera smo vse stopile skupaj, v bistvu privoščile druga drugi in v bistvu zapeljale no ta lep večer še do konca, se podružile, ker seveda bomo se zagotovo dalje še tudi družile. In pač moram res povedati, da se mi zdi, da ni bilo nekaj prisotnega rivalstva, oziroma se mi zdi, da smo si privoščile predvsem druga drugi. Tukaj sem toliko skočila, ker včeraj sem se bila z enim članom naše ekipe, ki potuje v tujino in je rekel, Ilka, nekaj ti moram pokazati. Ni te bilo v backstageu, to moraš videti. Mi je pokazal fotografijo deklet, ki so se vse 3 minute, preden so še na oder prijele za roke okrog in si izpovedale, rečemo, neke pozitivne misli. In vsega to se še pa ni zgodilo. Tako da je bistvo to, kar ste povedali, Taja pa in res držino, da so dekleta ena drugi privoščile, držale skupino. Je. Elin, na koncu vseeno samo ena je postala Miss Slovenije. Kako je bil tisti trenutek, ko si zaslišala svoje ime in priimek? Najprej sem bila v šoku, ker malo obstojiš. Je res, ne moreš verjeti, da so rekli tvoje ime. Pa se sprehodiš po odru, jaz sem se še cela tresla, iskreno povedano. Čutila sem, ko so mi solze šle po licih. Tako da ja, pa si tam na odru mahaš. Nekako se počasi. Kaj je bila prva misel? Ja, zmagala sem, mislila, neverjetno, ne, itak. Res polno nekih emocij, no, ker nisi čist sploh, pa rabiš kar malo trenutkov, da to pa počasi pride za tabo. Ampak polno neke sreče, veselja, navdušenja, da bo to zdaj moje leto, da me čaka nove priložnosti, tako da ful, noro, res. Kaj pa ti, ko si zaslišala svoje ime in si sprehodila tam, prejela svojo lento Miss Slovenskih novic? Ja, predvsem, ko sem že prej povedala, sem bila, se pravi, začutila sem to v bistvu lokalno povezanost oziroma lokalno podporo, se pravi, ker sem vedela, da so bili glasi predvsem iz mojih koncev. Seveda sem bila zelo hvaležna vsem bralcem, ki so glasovali za mene ter verjeli v mene. Ter moram reči, no, da je bila prva misel to, da se ves trud splača in da moramo upati sanjati, ker tudi nekoč sem jaz bila ta mala punčka, ki sem gledala resnično ta tekmovanja Miss Slovenije, sem tudi vedno spremljala in si nikoli nisem vedela v bistvu predstavljati, da bom to jaz lahko pri 18 letih na koncu pa še dobila oziroma si pridobila, prislužila ta naziv in moram reči, da je bilo zelo emocionalno, še vedno je, še vedno mogoče ne verjamem točno vse, kar se dogaja, ampak ja, moram reči predvsem, da sem zelo hvaležna in srečna.
Jelka, kaj pa pri tebi, kakšni so bili občutki, ko je bil večer za vami, verjetno malo se odvalija en kamen od srca? Moram reči, da je bilo zelo lepo videti energijo v dvorani. Tako se mi zdi, da se je nekako ustvaril res nek krog ljudi, tudi gledalcev. Tako pozitivne vibracije so bile res neverjetne, sem mirno sedela. Redko kdaj se to zgodi, pa ta navdušenje ljudi, da so prepoznali to zgodbo in večplastnost. Od vsega, od krone, kako smo zgodbo predstavljali v 10 letih, do tega, kako smo glasbenike zbirali, kdo bo nastopil. Ljudje so prepoznali in zato sem res hvaležna, da so videli, da se nekje pozna trud, vložen bo neke detajle, ki na konci največ štejejo. In tukaj tudi gospodarsko razstavišče, absolutno, kot soorganizator so res maksimalno oddelali tudi ta del, da smo se to zgodbo lahko na tak način zapeljali skupaj. Kot rečemo, nek cikel 10 let. Ja, zdi se, da ni bilo nič prepuščeno na ključe. Že ko sva govorila po telefonu, si rekla, da si zelo tak človek, da nič ne prepuščaš na ključu. Je to mogoče tudi breme kdaj, ne? Da vse nase vzameš. Mislim, tako rekla, ni breme. Se mi zdi, da moramo ljudi gledati, da nisi kar nekaj. Da treba imeti smisel, zakaj tako delaš. In če ti sam tako delaš, potem ljudi slej, ko prej to opazijo in začutijo. Če bi to v bistvu kar nekaj namečil skupaj, nima neke celote, pa samo neko mašno daš gor, se mi zdi neumnost. In verjamem v to, kar delam. In vse res točno tako mora biti, tako mora biti zato, ker je to tako. In te stvari, če lepo prepleteš, res pridejo na konci neka lepa zgodba. Je pa to tek na dolge poge, ne na kratke, ker je veliko več energije vloženo v take zgodbe, kakor če rečeš, da sam nekaj narediš, samo da je. Ne znam tega delati, da bi sam nekaj naredila, samo da je. Taka sem in mislim, da je to kar vrlina. Smo se pa že prej tudi pogovarjali, prej smo začeli s snemanjem, pride pa s tem tudi neka odgovornost, pa tudi kakšni negativni komentarji. Kako so vas pa pripravili na to, kako se zdaj s tem spopadate, s tem temnim delom prepoznavnosti? Ja, jaz bom tako rekla, da je malo tistega stresa, kakšen bo odziv ljudi. Ampak zase bom jaz rekla, da ful nerada posvečam pozornosti raznim komentarjem, niti ne berem tega, ker si rečem, da samo moram ostati to, kar sem zdaj, nekomu všeč ali ni, niti ni moja stvar. Jaz vem, zakaj sem tukaj, vem, kaj je moj namen, kaj je moj cilj, tako da pol tisti razni komentarji res ne berem in bom rekla, da se me ne tiče. Vsak ima lahko svoje mnenje, itak. Tudi jaz sem vesela recimo kakšnih pozitivnih komentarjev seveda, ali pa kakšne konstruktivne kritike, ker recimo mi lahko pomaga. Zdaj, kar se pa pač tiče teh negativnih komentarjev, pa nimaš kaj. Kako pa se ti s tem spopadaš? Ja, jaz bi rekla predvsem, da smo že skozi projekt tudi se veliko naučile, se pravi, vedno je Jelka poudarjala, vedno se vam tudi tukaj za pomoč, če me rabite, me pokličite. In midve sva se tudi že slišale glede tega, sem se malo potožila, malo mogoče me je prizadelo, ampak predvsem me je stala tudi ob strani moja družina, ter prav tako Jelka, mi je povedala res nekaj pozitivnih besed, za katere sem potem bila tako, okej, Taja, zdaj pa res umiri se, to je tvoja zgodba in kdorkoli komentira, ti ne bo preprečil tvojega uspeha. Zdaj z mislijo, ki me vodi naprej, je predvsem to, da ne glede na to, kaj drugi rečejo, mi ne bodo vzeli naziva. Se pravi, ne bom jaz ostala brez naziva, tudi če on misli to, drugi misli to. Se pravi, vseeno bom jaz uspešna, pri svojih letih sem naredila ogromno in se mi zdi res čisto brez veze, da se sekiram oziroma obremenjujem za ljudi, ki imajo pač mogoče preveč časa ali pa pač nimajo radi sami sebe. Zato bi predvsem rekla, da je zelo pomembno, da se ceniš sam sebe, privoščiš drugim in v bistvu poudarjaš predvsem to neko, se pravi, pozitivno voljo, energijo in ostaneš zvest sam sebi. Ja, Jelka, prej si rekla, kar nekaj stereotipov ste morali skozi vsa ta leta podreti, postaviti neke nove smernice izbora, kot smo ga poznali, ne vem, pred 20 leti. Kako pa se ti spopadaš s tem? Vso svojo življenjsko energijo vlagaš v to, da daš kaj vrednosti tem komentarjem, ali si se že naučila boriti s tem? Mislim, čeloma skozi dejanja,
ki jih delamo pri projektu, skozi aktivnosti, pa res nimam fokusa temu, kaj drugi rečejo, ampak meni je pomembno, da sledim ciljem, vizijam in da tudi opravičujem pri poslovnih partnerjih to, kar sem rekla. Ker že, ko sem 10 let nazaj prevzela, sem rekla, tudi pri vas sem bila, in sem rekla, jaz bom to naredila, pa nisem imela kje pokazati. Takrat smo šli tako, lahko mi zaupate, verjamete, ampak jaz tako cilje imam, tako vizijo imam in ste bili z mano. Slovenska Mica so bile z mano in ste mi verjeli in tudi vse to, kar sem rekla, sem naredila. In jaz vem, ko smo prevzeli, sem rekla, ok, zdaj pa mislim, zdaj pa lahko vse, kar sem si želela, naredimo, te pozitivne zgodbe. In smo šli čez 2 meseca na Triglav. Livestream, himna, gremo. Ni več take zgodbe. Ukinila sem kopalke, pa nam ni več kopalka. V taki zgodbi. Z dejanji v bistvu potem nekako dokazuješ, sebi in drugim, da je zgodba, pa tudi to, da so te res zgodbe poslovnih partnerjev uspešne, tudi skupaj rastemo, zdaj v Softom delamo 10 let, to samo 10 let, kronoteremi so vsega začetka. Če ne bi tako, v bistvu mi funkcionirali, pa imeli to vsebine, ker partnerji, ki so z nami še danes, so verjeli v to, kaj bomo naredili in so skupaj z nami gradili to zgodbo. Ker vsi verjamejo, podpiramo slovensko, povezujemo Slovenijo, hkrati pa tudi želijo nuditi priložnosti in možnosti mladim dekletom. In se mi zdi taka lepa zgodba, ki je v bistvu sploh, v osnovi ni mis zgodba, če gledava stereotipno. Ampak se mi zdi pa, da je mis vendarle dober orodje za take zgodbe izpeljati in nuditi v tej smeri te priložnosti in možnosti. Ker tudi, če dekleta vprašaš, pa smo imeli vprašanje, ko so imeli dekleta razgovor z žirijo, pritegne naziv mis. Pritegne, na večjih nivojih, je pomembno, kaj delaš, na kak način delaš, da opravičiš tudi to pri dekletih, ker vsako leto je meni najlepše, jaz bi si želela, to je moja želja, da imaš 15 finalist, 15 uspešnih zgodb, ki so jih skozi projekt naredile. To je moja največja želja. In v tem poslovni partnerji vsi smo zadovoljni, ker je to, čemu želimo služiti, kot taki zgodbi. Hkrati pa tudi to, da naprimer se res borimo za vključujočo družbo in to pomeni, da smo zelo aktivni v varstveno-delovnih centrih in moram reči, da smo tudi dobili strani gospodarske zbornice zlate priznanja za projekte, ki smo delali, jaz osebno in skozi to tudi projekt. Mi Slovenije za porabnike VDC-ja, tudi 1 leto so delali leseno krono in to so stvari, ko jih ti narediš, ko njim ogromno pomeni, ampak s tem dokazuješ, da ti delaš točno to, kar si rekel, hkrati podiraš stereotipe in širši skupnosti tudi nekaj daš. In ne vem, tudi zdaj, ko je bil finale, oni so imeli avtobus, vedete za Savi in so prišli gledati. In to so toliko hvaležni, da so sploh bili tam. In to je to, kar projekt je. Toliko je enih zgodb, da bi mogli vzeti prav katalog pa pogledati, kaj vse smo naredili, kje vse smo, se mi zdi, da absolutno podirajo stereotipe, ni pa lahko. Ker še vedno, ko pridem, v bistvu gre pa nam tako, da si jaz zamislim poslovnega partnerja, ki si ga želim. Res tako imam vizijo in vidim film, kaj bi lahko mi vse skupaj res naredili. In potem jaz pokličem, pa če mi želijo na sestanek priti, a vam lahko to predstavim, pa mi je žal, da dostikrat ne pridem do sestanka. Še vedno ne, ampak mislim, da slej ko prej bo temu drugače, da smo dokazali in pokazali, da so stvari pa vendarle drugačne, kakor so na prvo žogo slišati. Bi bilo pa fajn, da ljudje preden sodijo, pa preden rečejo ne sodelovanju, da preberejo res, kaj mi delamo. V tej smeri si bi želela to. Zdaj, 10 let uspešnih zgodb, projekt raste, ampak verjetno pa kot slišim, že zreš naprej, kaj vse čaka ta projekt. Mogoče v naslednji sezoni izbora se dekleta že lahko prijavljajo. Kdaj se to začne, cel ta cikel? Prijave so načeloma čez celo leto odprte, tako da nekje čez dober mesec dni bomo dekleta poklicali do razgovor in se začne nov cikel letni. Tako da kar se tiče pa sprememb pri Miss Slovenije, pa tudi bojo. Dodana vrednost še na različnih področjih, ampak bomo to videli. Vseeno, kdo se lahko prijavi? Dekleta se lahko prijavijo stare od 17 do 27 let. So kakšne druge omejitve? Načeloma ne sme imeti otrok, biti poročena, ampak ti bi pa rekla, da se dekleta prijavijo tiste, ki želijo nekaj iz sebe narediti. Ne tiste, ki si želijo krone. To so prave ženske, s katerimi
mi lahko dobro sodelujemo in tudi ona ima lahko veliko tega. Tista, ki želi samo krono pa len, to res nima pri nas, ki delamo. In prepoznavnost, verjetno to ni. Ne. Na koncu je vse skupaj en del, je treba delati, je treba stisniti, ne da ti priješ tja, pa boš rekel, jaz sem pa mislim, sem najlepša. Najlepše ne obstaja. Je ni. Tako da želim si biti ambasadorka projekta, želim povezovati ljudi, da zazna vse te smiselne zgodbe, ki so pri projektu. Vem, da je težko in to čist razumeti kot tako, ko se dekleta pri 18 letih ali pri 21 prijavijo, ampak skozi proces mislim, da reži na prvem informativnem razgovoru, dekletom razložim točno tako, kot je. In ni tako, da ti prideš, pa rečem, zdaj boš pa ti kar tekmovala, pa sodelovala, ampak ne. Prvi informativni razgovor, kjer vse razložim, kako poteka, kaj bo dekleta delala in jaz rečem, pejte domov, pa razmislite, a je to. In izmed teh, ko jim je ta zgodba potem všeč, se zberejo kandidatke. Jih veliko potem odpade po tem informativnem razgovoru? Načeloma ne, no. Načeloma jih prej pozitivno preseneti, a ne. Je pa da tudi mi nekatere pa tudi zavrnemo, ko vidimo, da ni razumela čisto smiselno projekta. Verjamem, da nekje lahko usvoji naziv, v kakšni drugi zgodbi, ne pri nas v tej naši zgodbi. No. Privoščim pa vsaki vse najboljše, se mi vidi, da je za vse dovolj prostora. No. Zdaj pred vama je tudi delovni mesec, delovno leto, vseeno zanima, ko odloži talento, kdo sta, vseeno sta gimnazijka, študentka, verjetno na vrhuncu svojega mladostniškega dogajanja. Kaj vaju navdušuje, no? Kadar nista takole pod reflektorji, s čim se ukvarjata? Kaj mogoče ne vemo še o vama, kakšno tako zanimivo stvar, s katero se ukvarjata? Ja, torej, da že omenjam, tako kot sem prej, drugače sem študentka 2. letnika, smer denar in finance na ekonomski fakulteti. Na faktu sem tudi vključena v društvo Management Group, kjer v bistvu zelo aktivno sodelujem. Imeli smo tudi recimo naš največji projekt Business Hive v marcu, potem obiskujem tudi delavnice investiranja, da se v bistvu še dodatno na tem izobražujem, da nekako prenašam to teorijo v prakso. V prostem času grem rada v fitness, tudi pilates, zelo rada poslušam tudi glasbo, mi je to nekaj, da si vzamem tisti čas zase, no, zelo rada poslušam. Potem čas z družino, s prijatelji seveda, da sem lahko malo z domačimi, da se z njimi pogovarjam, ker mi vsaj prinesejo tisto neko srečo. Tako da ja, to počnemo v življenju. Kaj pa tebi zapolnjuje prosti čas, ko nisi pred televizijskimi ekrani? Ja, trenutno kar veliko časa posvečam tudi učenju, ker me čaka matura. Ko pa se ne učim, pa predvsem preživljam čas za svojo družino. Obiskujem razne tudi projekte, se pravi glede podjetništva, še posebej z mojim bratom, sva oba bolj podjetniško naravnana, se udeležujeva raznih dogodkov, prav tako sem bila tudi vsa 3 leta gimnazije v debatnem krožku, zdaj 4. leto na žalost več nimam časa za to, sem bila tudi kar aktivna debaterka, in ja, zelo rada tudi tečem, ker vem, da lahko s tekom se res sprostim, odmislim se, in me v bistvu to najbolj sprošča, bi rekla. Tek se pravi, začnem nekje maja, sicer z maratonom in potem v bistvu do konca poletja. Tako da ja. Tudi pišeš, ne, pesmi, čeprav vem, kako je s tem, si zdaj dobila kakšen navdih po tekmovanju? Ja, zdaj trenutno sem se malo odmaknila sicer od tega, moram najti tudi čas za to. Tako da ja, moram se sesti enkrat res za svoj računalnik pa spet najti nek navdih. Seveda bo ziher neka zgodba o projektu vključena v kakšno pesem. V bistvu tudi delam na svoji knjigi, se pravi svoji avtorski knjigi o duševnem zdravju oziroma o moji zgodbi, ki v bistvu se pravi je moje življenje, se pravi, ko sem se soočala z raznimi težavami, je v bistvu upodobljena v drugi deklici. Prav tako je tudi v bistvu zgodba moje mame, ko je odraščala, ker je imela zelo težko življenje. No, ja, sedaj sem v bistvu na 50. strani knjige, tako da še me čaka kar dolgo, da jo lahko sploh izdam, ampak zagotovo bo čez poletje res aktivno delo tudi na tem področju.
Ja, v bistvu zelo netipični mladenki, ni dosti prostega časa, polno zaposleni in predvsem zelo ambiciozni. Zelo, zelo sem vam hvaležna, da ste si vzeli čas. Še enkrat čestitke za osvojeno, zdaj se delo šele začne. Ne? Ja, res. Jelka, hvala za vse misli, prodorne, in da smo malo bolj spoznali ta projekt, ne? Ker verjamem, da ga marsikdo zelo površinsko doživlja in ne ve, kaj vse se v ozadju dogaja. Tako da res iskrena hvala, da ste si vzeli čas in da smo takole lepo malo poklepetali. Hvala. Vse dobro vam želim in upam, da se še kdaj vidimo. Hvala. Hvala. To je bil Shortcast, hvala, da ste bili z nami.